Čas je danes tako turbulenten, nimamo časa, ker vedno gremo od A do B in tem, ko hodimo, to smo misli že nekje druge. Zato nimamo časa čitati, razmišljati in iščemo pač instant metode. In včasih tako najdemo kakšnega učitelja, guruja, mistika, kakorkoli, ki mu sledimo. Ne? In zdaj pa kjer je pa ta prav? Všeč mi je, spremljam namreč John Lamb Leša. On je primerjalni mitolog, zame pa predvsem zelo prodoren mislec in zelo rada ga poslušam ali pa berem njegove stvari, ker ti dajo razmišljati. In on je rekel, da pač je treba biti mislim, da je pomembno, komu ti zaupaš, da te bo vodil po duhovnem svetu. In je rekel, da pač več teh stvari, ampak meni so se zdele 4 ključne, kakšen ta človek ne sme biti. Se pravi, ni pravi guru ali učitelj, če ima en program, po katerem se bomo razsvetlili. Potem, ali nasprotno, če nima lastnega gradiva, če ima kar eno mineštro vsega skupaj, v tej smeri najdemo zelo veliko ljudi, ki so v New Ageu. Tako da je to ena taka zelo fajna mineštra, ki nikjer ne veš, kje se te glava drži, kako povezati vse skupaj. Potem tretji bi bil recimo, da trdi, da je razsvetljen in mi mu moramo samo slediti in bomo potem tudi mi razsvetljeni, tak ni v redu. Govoriš o samadiju? Točno veš, kaj mislim. Potem mora biti, če ni transparenten, tudi ni ta pravi. Se pravi, nekje moraš vedeti predvsem, kakšen je namen učitelja, odkje je njegovo znanje, kje je njegov vir, to so te stvari. In Leš v svoji knjigi The Seeker's Handbook, to je v bistvu te knjige niso v slovenščini, no. Seeker's Handbook bi lahko prevedali Skalčeva beležnica. Piše, da naša narava, da ni božanska naša telesna identiteta, ampak naša inteligenca. Pravi, da smo bogovi v plenicah, vsi pa vemo, da je v teh plenicah, no se veste veliko česa, zakaj nosimo plenice. In zato marsikje beremo, da je pravzaprav, da je človek rojstvo božanskega v človeški živali. In ta žival, človeška žival, rabi to duhovno rast in potem kakšnega guruja, učitelja naj pa najde, se pravi, kakšen je pa pravi. Se pravi, pravi pa je, če zna odgovoriti na ta vprašanja o razvoju božanskega, ali pa čisto praktično pogledano, ne bo se postavljal na levo stran, pa pljuval na desno, ampak bo stabilen v tistih svojih stvarih, ki jih bo govoril, zagovarjal. Ne bo jih neki tudi, da bi jih podkrepil z nekimi znanstvenimi dogajanji, on bo trden v svojih spoznanjih, ki jih bo transparentno predstavil, pa konec koncev zavedati se mora energiji, zavedati se mora, da so bile molitve, da je bila spremenjen tok molitev, energijski tok molitev, da so molitve popačene in pravi guru tudi prepoznal vse sile, ki so v ozadju, ideologiji, tako da mora biti človek, ki gleda zelo, zelo široko. Se pravi, ti nisi naš guru? Ne! Mokša! Še tega se manjka, ja.